Hej, dobrodošli na mojem kanalu. Moje ime je Vanessa in delam YouTube videe, ponovadi sicer ob sredah, ampak danes sem se odločila, da bom tudi snemala slovenski video. V bistvu sem se to odločila že pred kratkim, samo nisem upala snemati in to bo ful čudno. Ker ne vem, kam dela, sem se odločila, da bom naredila random questions tag, ampak v slovenščini, ker je pač dansko ful dosti, ko gledam moje videe Slovencev, sem se zato odločila, da bom snemala tudi slovensko. In večinoma slovenskih youtuberov ima ljubljanski naglas, nami, ker sem z Maribora, oziroma iz okolice Maribora. Ampak ja, pač, bear with me, to bo ful čudno, ja, tudi angleške fraze bo, ker večino časa jaz govorim angleščini tudi, ko se sama sabo pogovarjam, oziroma predvsem, ko se sama sabo pogovarjam, ko se s kom drugim ponovadi ne. Vprašanja imam na telefonu, tako da ja, v bistvu, gremo, začnimo. So awkward. Kako je tvoje celotno ime, oziroma tvoje ime? Vanessa Kovše, kje živiš? V bližini Maribora. Ne bi jih povedala točno kje, ker it's not safe. Stay safe, kids. Kateremu staršu si bolj podoben? Po mojem Ateo, ker ima ful podoben karakter, sem sicer, v bistvu, ne vem, pač malo. Po izgledu Ateo, po karakteru Ateo, bomo rekli Ateo reče. Kaj je tvoja najljubša hrana? McDonald's, McChicken z pomfrijem. Gnocchi, bolognese, oh my god, to. Italijansko hrano imam ful rada. Špagete, gnocche pa pice, ok? Tu se konča. Tvoj najljubši snack, oziroma sem odleč priboljšek, sem se čuje, kot da sem pes. Sladkarija. Ja, moja najljubša sladkarija je Milkina čokolada z rozinami pa lešniki, ali pa navadna Milkina čokolada, ali pa pač čokolada z Dorina ali Dobrina, ali kak je že, riževa čokolada. Chips. I don't know, I like it. Something you're gifted at. Pač v čem si nadarjen. Nič kaj posebnega. A ja, fun fact. Eni pravijo temu talent, jaz pravim dolgočasenje. Ampak doskrat, recimo nekih stvari, ko nisem znala narediti s telesom, nič čudnega, ampak recimo to ne, tega sem znala narediti. To sem se naučila tako, da sem si zvezala prste skupaj in sem jih imela, ne vem, 20 minut tak in zdaj znam to narediti. Isto nisem znala tega narediti. Pa sem se naučila. Tega nisem znala narediti. V obe smeri, samo eno sem znala, zdaj znam. Tega nisem znala narediti. Still kinda hard. Druga stran še ne gre, ampak working on it. Še kaj drugega, ko nisem znala. Pač dosti nekih stvari nisem znala narediti, pa sem se naučila sama. To je tako oko not potegneš, to se še vedno učim, ker moj sošolc znal, pa se tako tvoja najboljša physical feature. Ne vem, stvar na tebi, kakorkoli, kako se temu reče, ne vem, sorry. Včasih so bili lasi, zdaj so predvsem krfejst uničeni. Pač nos mi je kar všeč. Kljub temu, da je malo pošavn, ampak to lahko popravim. I'm getting a plastic surgery. OMG, clickbait. Ampak ja, pač nos imam malo pošavno, to je zaradi tega, ker imam kostno pošavno in dejansko zaradi tega so mi zdravniki rekli, da bi mogla iti na operacijo, ker fun fact, ne diham skozi nos, ampak skozi usta večino časa. Zato imam skozi tako usnice ful razpokane, pa spim tak. Tako da, zato so rekli, da bi pač si lahko šla popraviti, ne. In ne vem, bomo videli, ker me je strah. Ok, zmanjka mi je placa na telefonu in se mi je kame, in se mi je telefon pokasno. Tako da bomo zdaj nadaljevali, oziroma fotoaparat, na telefon, fotoaparat. Tvoja barva oči. Mislim, da sem zdaj že v ful dosti videji povedala, da dejansko ni rjava, ampak je rjavo zelena.
Imaš tatu? Ja. Imam. Na roki. Pač, ne bom zdaj ful govorila, zakaj sem tega dela, pa kaj pomeni pa to zaradi tega, ker pol nekako mi jih imela več. To samo imam. Bom v bistvu naredila cel video na to temo, ampak v bistvu ja. Si na kaj alergičen? Na laktozno intoleranco, na beljak sem alergična, pa neke druge še stvari, samo ne vem kaj, ker sem imela ful dost alergijskih reakcij, pa nisem čisto ziher nekaj. Imaš kaki, kako znamenje? Ja, tak pač, kot da mi ne primanjkuje, ampak kot da je neki bolj pigmentirano ali pa manj. Pa moj bratranec ima recimo isto, ampak nisem čisto ziher, če je to zdaj materino znamenje, kakorkoli. Sem pa brala, ko sem mala, da bi imela neko rdečo piko na oki, pa je nimam, tako da moče so me zamenjali. Prvi koncert, na katerega si šla, je Rebelde, se mi zdi, da. Ker bo takrat ful popularno v Sloveniji, tako vsi smo šli. Moja sestra bila na 2 koncertih, 3 pa so bili. Prva oseba, ki jo pokličeš, ko se nekaj zanimivega zgodi, Lukas ali pa mama. Prva oseba, ki jo pokličeš, ki se kaj groznega zgodi, pač ful odvisno glede časa. Mamo, Ateja, Lukasa, v kolikih svezah si bila, eni. Če bi sledala kaki nasvet, kaj bi bilo, pač, da se ne obremenjuj preveč z preteklostjo oziroma s stvarmi, ki so se zgodile, in pa s stvarmi, ki jih ne moreš nadzorovati. In pa s tem, pač, zakaj se več ne družiš z nekaterimi ljudmi. Ker pač meni se je ful dostikrat zgodilo, da sem se pač nekrat nehala, tako se verjetno dosti ljudem. Ampak nikoli nisem imela tako nekaj prav konca, ampak se je nekaj zgodilo, tako zdaj recimo meni je dobesedno na vseh skoraj socialnih omrežjih unfollowa oziroma se unsubscribe pa take stvari, pa sploh ne vem zakaj v bistvu. Ker nazadnje, ko sem se videla s to osebo, je še bilo tak brej ali kaj, tako da sem rahlo confused, ampak ok, kaj je tvoj najbolj awkward, embarrassing, kako se tem reče, moment pač, najbolj neprijetna stvar, ki se ti je zgodila. Pač ne vem, če je najbolj neprijetna stvar, ampak je ena izmed definitivno najbolj neprijetnih, pač jaz sem ful tak awkward oziroma neroden človek, že na splošno sem tak v takih čudnih situacijah, dostikrat se znajdem, ne vem kak in zakaj, ampak se. Ena izmed teh je bilo, ki sem nekaj bila na nekem koncertu, upam, da ta človek tega ne gleda, pa tudi če, pač se je nam povedala imena, tako da, pa dosti ljudi ve tako ful malo. Poleg tega, ja, pač sem bili nekje in se z nekim dedom, jaz mislila, da se normalno menim, no, pač jaz sem se, on pa bil malo pijan. In sem se pač kao menila in pozila, on bil pač kar blizu mene, ampak pač tak, ni bil glih točno v my personal space, ne, sem se pač menila in pol kar naenkrat je on šel proti meni, jaz pa tak awkward človek, ko sem in ja, sem se v tistem trenutku umaknila in me je tak tu rahlo polizal po obrazu. Ja, in pol ne, se jaz umaknem, me on poliže, pol sem tak, pol pa sem tak, no in sem začela dalje govoriti. Nič druga. V tistem trenutku sem mislila, da bom sama sebe skozi pač dol po enem bregi se skotalila, ker je bilo ful neprijetno, nič njemu nisem rekla, jaz sem se samo umaknila in pol sem začela kuj dalje razlagati in je on bil tak, ok. In pol sem šla bila cel dan, cel večer s tisto osebo, kljub temu, da sem hotela umreti v tistem trenutku. Ja. In mislim, s tem kar končala ta video, tako da pač, ja, od zdaj naprej bom mogoče, ne vedno, vsake toliko časa naredila kak video v slovenščini tudi. Upam, bomo videli, če bo se to išlo, ker mi je ful tak smešno, ampak ok. Tako da ja, pač, če hočete, si lahko naročite tisti rdeči gumb spodaj, komentirajte, lajkajte, delite. Ful rada bi prišla do 1000 naročnikov do konca leta, samo to je skoraj tak rahlo neverjetno, ampak ok. Ali pa pač, no pač, kmalu,
bi rada dosegla 1000 naročnikov, ampak okej. Hvala, da ste gledali ta video in ja, bye! Se vidimo naslednjič, pa če imate kaj ideje za slovenske videa, mi lahko pač napišete, ker zdaj nisem točno čez jih, kam snemala. Mislim, imam nekaj ideje, samo ne vem še.